Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novi epizodi oddaje Reflektor. Danes imam zanimivega sogovornika, s katerim se bova pogovarjala o športu, gibanju, hribih, skratka rekreaciji in dobrem počutju. Danes je moj gost v studiu Primož Črnilec, učitelj športne vzgoje na Osnovni šoli Šenčur, predsednik Planinskega društva Kranj, kjer se tudi z planinarjenjem z mladinci ukvarjaš in z otroki. Poleg tega si pa tudi, bi rekla, športni spremljevalec pri osebah, ki so gibalno ovirane oziroma ki imajo posebne potrebe. Mislim, da si en tak krasen sogovornik, da se bova lahko kaj lepega pomenila danes. Ja, mislim, da imam kar veliko za povedati. Super. Kar za začetek me zanima, kje si bil nazadnje v hribih in kdaj je to bilo? Nazadnje sem bil, lahko rečem, da niso hribi, ampak bil sem pa v soboto na planinskem izletu oziroma izletu po Kosovelovi poti od Sežane do Tomaja. To so v bistvu ena od tematskih poti Slovenije, to so poti pisateljev in pesnikov in smo se skupaj z mentorji mladinskega odseka Planinskega društva Kranj zmenili za ta izlet in se ga udeležili. Super, je dolga pot? Ta pot je dolga približno 10 km, 2 uri pa pol do 3 ure med najlepšimi vinogradi. Pa ni veliko višinske razlike, ni tako kot na Gorenjskem. Višinske razlike je zelo malo, štartaš približno na 360 metrih nadmorske višine, pa približno na 300 metrov je vzponov in spustov, tako da sprehod v bistvu. Sprehod se da povsod po Sloveniji, gibati oziroma hoditi, ni nujno, da se gre v hribe, ne? Ni nujno, da se gre v hribe, tudi recimo, če vzameva Prekmurje, Goričko, tam so ogromni, zelo strmi vzponi, zelo razgiban teren, tako da tudi tam se zelo dobro sprehoditi in utruditi. Zdaj smo v tem delu leta, ko je, tako bi rekla, hitro je tema, hladno je, marsikoga ne vleče nič ven, ne? Še sploh, če se kakšen dež pridruži, pa vlaga in take stvari. Kaj bi rekel, kje najdete zdaj tudi v tem delu leta za tiste, ki jim šport ni blizu, gibanje ni blizu, ki bi najrekli malo noč sedeli v dnevni sobi na kavču pokriti, kje najdete to motivacijo, da se tudi v tem vremenu ven spraviš? Nič. Tisti, ki se radi gibajo, jo najdejo z lahkoto. Tisti, ki imajo pa s tem malo probleme, je pa problem samo začetek. Treba se je po domač rečeno rcniti. Poj, ko prideš ven, ko nekaj zase narediš, na koncu se vedno dobro počutiš. In jaz mislim, da moraš imeti vedno v mislih tisti tvoj cilj, ki ga poj dosežeš. Vedno se boš na koncu, ko dosežeš en cilj, en hrib, se na vrhu vedno dobro počutiš, čeprav je na začetku lahko težko. Tako da moramo imeti usmerjene misli na konec. Pa je tudi za tazga, ki je recimo izurjen, športen in treniran, je tudi na začetku malo težko, je treba tisto mogoče malo premagati, ne? Seveda, ni vsak dan idealen dan. Včasih se počutiš malo bolj, včasih malo slabše, včasih si bolj motiviran, včasih si majhen len, ampak moraš pomisliti na to, da sigurno, če greš ven v naravo, v gozd, na polje, kamorkoli, veliko narediš dobrega zase in si s tem nabereš tudi veliko dobre, pozitivne energije, ki ti v bistvu pomaga pri vsakdanjih opravilih. Torej, ti si učitelj športne vzgoje, koliko starih otrok? Osnovnošolskih otrok, od 4. do 9. razreda, to je 10 do 15 let recimo. Zdaj, brala sem, da si zelo popularen, da te imajo otroci zelo radi in da jim tudi znaš gibanje zelo približati. Kakšne trike pri tem uporabiš oziroma kako ti to uspeva? Jaz mislim, da zelo dobro otroci vejo, da vedno pridem v dvorano ali telovadnico vesel, nasmejan. Otrokom prinesem veselje in to tudi vračajo. In mislim, da je najbolj pomemben sem jaz kot učitelj, vzornik, pa vedno biti dobre volje, kadar prideš med otroke. To je to. Meni se zdi, da je to zelo pomembno in pa oni komaj čakajo, da pridejo. Jaz mislim, da je bistvo vsakega učitelja je on sam, njegov zgled.
In osebnost, ki vleče. In osebnost, ki vleče, ja. V bistvu tako je, a ne, se pravim, tudi učitelj ima lahko slab dan, a ne. Tako, kot ga imajo otroci, ampak jaz vem, kdaj imam slab dan in vem, kako se moram takrat obnašati in pač nisem tisti glih najbolj razpoložen. Če imajo otroci slab dan, tudi moram to videti, a ne. Tako da ja, jaz sem zato tam, da jim povem, kako življenje poteka, da ni zmeraj vse idealno, a ne. Tako da ja, veselje. Ti tudi te otroke, ki jih učiš, tudi v hribe voziš? Ja, skoraj vse osnovnošolce moramo 2-krat na let peljati v hribe, a ne, ker je to v učnem načrtu. Drugače imamo pa tudi po šolah planinske krožke, ki se jih udeležuje vedno več otrok. Imaš dober uspeh pri tem? Zelo dober. Res? Odličen uspeh. Mislim, da imamo na Planinskem društvu Kranj najbolj množičen planinski krožek v Sloveniji. En rekord enega izleta, 256 otrok. Takrat smo se peljali z vlakom iz Kranja do Žirovnice. So na slovenskih železnicah takrat mogli zraven priključiti 4 vagone. Tako da, to je to. In to je tudi ena taka posebnost, a ne. Ne da te povsod pripelje avtobus ali pa avto. Greš lahko tudi z vlakom in greš na železniško postajo, greš na železniški postaji dol, železniška postaja je tudi izhodišče, osvojiš cilj, se vrneš nazaj na železniško in to je to. In to je ena taka posebnost, ki vleče. Ja, to je to. Zdaj, v preteklem letu pa pol, a ne, ko so bili otroci veliko doma zaradi epidemije, se je veliko govorilo o tem, da so otroci zelo postali zasedeni, da so izgubili tisto motivacijo za gibanje, veliko so bili za računalniki, veliko so bili za tablicami, za televizorjem. A si ti pri svojem delu tudi kaj takega opažal? Ja, v tem obdobju, ki ga imamo oziroma smo ga imeli lansko leto, je bilo še veliko hujše, ne, ko smo morali ostati doma, ko so bile šole zaprte. Tam je pa ključno vlogo odigrala družina. Družine, ki se že po naravi starši in otroci skupaj gibajo, so to počeli tudi takrat. Družine, ki imajo pa starši, pač nimajo teh navad, nekateri imajo tudi take službe, da ne morejo, da nimajo toliko kontrole nad delom svojih otrok. Tam so bile pa zelo negativne posledice teh sprememb oziroma teh ukrepov. Tako da v Sloveniji imamo tudi ta športno-vzgojni karton, kjer vsako leto testiramo te motorične sposobnosti, telesne značilnosti otrok in stanje se je kar zelo, zelo poslabšalo. S tem, da mislim, da je nastala velika razlika med dobrimi in slabimi. Da primanjkljajo tisto vmes. Tisti, ki so gibali že prej, so tudi takrat, tisti, ki pa niso, so pa še manj. Aha, in ta razkorak je zdaj. Ta razkorak je večji, ja. Pa se je da zdaj s tem šolskim letom tudi tiste otroke, ki so lansko leto manj gibali, spet zmigati, zmotivirati? Seveda se da. Vse se da. Ja. Ste že začeli, ne? Smo začeli, takoj smo začeli. Se pravi, mi smo prišli v šolo konec maja oziroma konec aprila, tako da smo imeli nekako pred počitnicami še cel maj, junij. V tem obdobju smo jih nekako vzeli ven, nismo jih pretirano mučili s kakšnimi novimi informacijami, ampak smo skrbeli predvsem, da smo veliko hodili, tekli, bili na svežem zraku in tako smo najlažje prišli nazaj do tistega stanja kondicije, dobrega počutja, da je bilo med poletjem lažje, da so tudi v jeseni, septembra prišli bolj pripravljeni nazaj v šolo. Če bi se pa recimo situacija podaljšala čez poletje, pa vprašanje, kva bi bilo septembra, bi bile pa lahko posledice že kar take zaskrbljujoče. Predvsem za zdravje otrok se gre tlele, no. Tudi mentalno verjetno, a ne? Mentalno je skozi več takih, ki imajo kar ene strahove, skrbi, kva se dogaja, kaj nam bo in tako naprej. In učitelj mora biti v šoli z otroki. Delo na daljavo ni dobra izbira, ker učenec rabi človeka, učitelja, ki ne da ga samo uči
moj tudi vzor in se včasih z učenci in otroki moraš tudi kaj takega pogovoriti. Ogromno je njih problemov v njihovih glavah, tako da nas rabijo na mesto, tako že Marija Terezija je šole naredila. Ne. Včasih so učitelji hodili po hišah, ampak se ni glih dobro obnesali, tako da je treba otroke dobiti na mesto, da so skupaj, da so socializirani. In mislim, da ta situacija je pripeljala do tega, da se tega še bolj zavedamo. Da se še bolj zavedamo, da je pomembno, da so šole zelo pomembne, da je družba, učitelji in vsi, ki z otroki delajo, da so zelo pomembni pri razvoju družbe. Zdaj, prej si že omenil, da ste otroke hitro spravili ven teč na sprehode in tako. A je tvoja logika ta, da je boljš z otroki biti odzunaj, kar se tiče gibanja? Ja. Kakšen imaš ta pogled na te športe, bi rekla, bolj telovadnične oziroma te vrste treningov ali pa potem v primerjavi z gibanjem v naravi? Ja, v Sloveniji imamo zelo dobre pogoje, kar se tiče športa. Imamo dobre dvorane, dobro opremo, vse imamo. Telovadence edin, kar nimajo dobrega, je slab kisik noter, ki je že izrabljena. Zato jaz pravim, to je moj tudi en tak moto, najboljša telovadnica je gmajna, gozd, narava. Narava te uči, pa ti se učiš od nje ogromno. To je to. Veliko staršev opisuje otroke na kakšne te popoldanske športne aktivnosti, pa trening tega, pa unga. A misliš, da je to včasih, eni otroci so tudi res nadarjeni, za določene športe, Ja. ali je to včasih malo tisti izhod v sili, dobro se bo otrok gibal, ki se meni tako nada z njim čez vikend neki ful športno udejstvovati? Kako misliš, da je s tem? Ja, lahko je tudi to. Čeprav jaz mislim, da šport da veliko več kot samo to. Šport pa te dejavnosti popoldne dajo tudi ene navade, eno organiziranost, ene delovne navade. Vsi otroci, ki se ukvarjajo s športom, so tudi veliko bolj organizirani, veliko bolj delovni, manjkrat imajo pozabljene domače naloge, boljše ocene imajo. Tako da z tega stališča je siguren to dobro. Zdaj pa, da bi pa recimo otroka silil v nekaj, da bi ga vpisal samo zato, da ne bo doma sedel, tisti pa po določenem času nima več dobrega učinka. Tukaj se je pa pač treba z otrokom pogovoriti, kaj ga veseli, in ponavadi mu dati tistega, kar veseli, vztrajati pri tem, da pa nekaj pa mora početi. Ker najhujše pa, da pa nič ne počne, da se doma dolgo čas vzame telefon, gleda v telefon, razne TikToke in tele stvari. Tisto je pa slabšno, tisto je pa zelo pogubno za otrokov razvoj. Ti si tudi oče, 2 otrok. Ja. Ste tudi kaj trenirala? Zala, starejša hčera, stara 21 let, ona je od 6. leta naprej trenirala judo, je bila tudi kar zelo uspešna, je bila tudi v mladinski reprezentanci, potem so se nažalost začele poškodbe. Tako da to je druga plat športa, ki mogoče kasneje mogoče kakšno besedo rekel o pretiravanju in o zmernosti gibanja. Manca je pa stara 14 let, trenutno je pa začela trenirati odbojko, prej je trenirala atletiko. Obe dve sta pa prvi šport, kamor sem jih peljal, je bil pa plavanje, ker meni se zdi, da je zelo pomembno, da se otrok zelo hitro nauči plavati. Ker plavanje je en tak šport, pri katerem otrok izgubi ene strahove pred vodo, pred globino in tako naprej. Dobi eno tako zaupanje. Pa še, če smo šli na morje, imajo starši manj skrbi. Bolj frej. Ker tako je. Sklepam, da ste verjetno tudi družinsko hitro se začeli skupaj gibati, tudi ko sta bili punčki še majhni. Ja, takoj. Takoj? Takoj, dokler je bil voziček, je bil voziček. Ko sta pa lahko sedeli v ruzaku zadaj, smo pa že hodili po hribih. Zala je bila stara 9 mesecev, ko smo bili na prvem takem vikend izletu na planini Blato.
Tam smo prespali, petek, sobota, nedelja, prehodili smo vse tiste planine okrog, planino Krstenico, planino Las, jezero. Tako da ja, pri 9 Ste že do mesecih. Triglavskih pol okrog? Takrat še ne, to pa poje kasneje. Kasneje, ne? Kasneje smo pa obdelali tam čisto vse gore. Tako da jaz imam tudi tam tabor v sklopu planinskega krožka oziroma s planinskega društva Kranj. Vsako leto poleti na planini v Lazu. To je edina bohinjska planina, kjer se ne da priti z avtomobilom, tako da je treba iti peškor z ruzaki, prinesti tudi vso hrano. Tam smo Čelade pa ne rabiš, a ne? Tam čelade ne Za rabiš. nalašč. Čeprav smo jo tudi rabili na Lazu, zaradi tega, ker smo tudi plezali. No, tam smo bili tudi opeti. Ja, v glavnem na tej planini se vsi otroci komaj čakajo, da bo drug let, ker so se vsi vrnili in čisto vsi hodijo več let, tako da imamo fante stare po 22 let, pa grejo še kar zraven. Na tej planini, se pravi, ne samo, da hodimo, v bistvu mi živimo s planino, tam nas že zelo dobro poznajo, tako da vsako leto sirarju na tej planini pripravimo drva za celo sezono. Super. In tako da tudi Kako malo. gre to otrok na ta tabor? Na tem taboru je maksimalno 16 otrok. Fantje in punce, mešan. Kdor želi, ja, čist interes. Starosti pa od Manca pa Zala sta bile prvič, ko sta bile stari 5 let, pa še zdaj hodita. No, tako da je to to. Ja, Super. smo kar, Pol praviš, da otroci lahko vzljubijo planine in hribe in da je to lahko za njih tudi en super način preživljanja. seveda. Ja? Začne se doma, pa zelo zgodaj. A ne? Zdaj, če jim ti to doma daš, oni to poznajo, imajo radi, ne bojijo se nobenega napora. Tistem, ki pa pač ne hodijo toliko z družino, je pa večji izziv za nas v šoli, a ne, za nas učitelje, a ne, kako njih motivirati za hojo v gore, kako njih motivirati za gibanje, tako naprej. S takimi se moramo pa malo več ukvarjati, pa malo večkrat jim povedati, pa tako naprej. Daj pa eno hipotetično situacijo. Se pravi, imamo družino, imajo, ne vem, 2, 3, 4, so vsem koliko otrok in si starša želite recimo začeti hoditi v hribe, ampak naletite na odpor otroka, enega, dveh, vseh. Ti se veš, po prvih 10 minut, ko je malo klanca, ko je treba biti že malo zadihan, ko se človek malo že sputi, se otroci znajo, a ne, malo upreti, zbuniti. Kaj je zdaj tukaj, kaj narediti, ne, če si starš? A boš rekel, gremo naprej, pa šel tudi malo preko enega upora, odpora, ali boš rekel demokratično, ok, ne, vi pa danes niste, zato se mu obrnili, pa mu drugič probali. Me zanima, kakšen je tvoj pogled na to? Jaz tako pravim, če pridejo do te situacije, samo obrnce ne. Zelo pomemben je, vsak starš svojega otroka pozna. Zdaj, če pride do kakšnega jokanja, ne smeš takoj odnehati. Če si ti zadal en cilj, moraš ta cilj doseči. Moraš se tudi pogovarjati z otrokom, če je utrujen, se moraš ustaviti, ga nagraditi, je treba kaj spiti, je treba kaj pojesti. Ampak treba je otroku povedati, če smo se nekaj odločili, če smo se nekaj zadali, bomo to tudi naredili, ker to je pa vzgoja za življenje. Ne? To je pa pri vseh stvarih pa je tako. To je pa potem v šoli, pri delu v šoli, v službi in tako, ko otroka navadaš, tako bo pa cel življenje funkcioniral, po mojem. No? Da je to zelo pomembno, da mi vztrajamo pri tem, kar rečemo. Če nekaj rečeš, mora tako tudi biti. Ne? Tudi če gre na račun malo spustokanja, pa kakšne pritožbe. To ni nič narobe. Če malo zajokajo, ni nič narobe. Vse velikrat so jokali, pa tako pa na ta treta. Ne. Ampak gremo do konca. Vmes lahko tudi neseš ga, saj ni problem. 10 metrov, to, da se malo spočije. Ampak mu poveš, problem je v tem, ker tvoja glava noče, noge pa hočejo. Ja, noge bi rade tekle, pa ne morejo, ker tvoja glava noče. Še ti moraš, da boš noge razveselil. In pa je pač razne prijeme. Pa na vrh kakšen čaj, pa kakšen prigrizek, pa čokolado. Jo s sabo vzameš, ampak dobijo bo zgoraj. To je to. Vse se da, ni ben problem, z dobro voljo. Čeprav včasih so kakšni tudi nervozni, pa mislijo, da niso kos temu, ampak jaz mislim, da je vsak starš kos temu, da otroka pač pripelje do enega cilja.
Sam moraš imeti tudi to motivacijo, pa željo. Sej najprej se moraš ti, bi rekla, kot starš postaviti, da potem otrok tudi začuti, da si trden. Predvsem je v nas, ja. V nas je največ. Mi smo tisti, ki začnemo, mi smo tisti, ki diktiramo tempo. Tako da, ja, prej na začetku sem že omenil, pač eni starši imajo pa službe take, da ne morajo. In potem je pri takih skoraj nujno, da otroka nekaj vpišejo, nekam v kakšen šport. Ker vsaka stvar je pa boljš kot pa nič. Katerikoli šport izbere, je boljš kot nič. Vsaj v družbo gre, vsaj ven gre, pa tudi če je telovadnica, karkoli. Nima veze. Prej si že zelo lepo povezal, se čisto strinjam s tem, je neka ta disciplina ali pa volja, ki jo človek pridobi z nekim rednim udejstvovanjem v športu, ali je to hribolazništvo, ali tako, se potem tudi nekako, bi rekla, na ostala področja življenja razširi in se stvari zelo povežejo med seboj. Ja. Si navajen vztrajati, si navajen malo potrpeti, malo zobe stisniti, pa ti mogoče bo tudi kakšna druga situacija ni tako težka ali pa se ti ne zdi nepremagljiva. In točno to ti šport da. Točno to ti dajo treningi, ker je velikokrat težko. Zadnjič sem govoril glih z Darkom Đurićem, paraplavalcem slovenskim. On je meni rekel, da ga nobena situacija ne more več stira spraviti. Zato, ker je bil tokrat v taki situaciji, da je mu bilo hudo, pa težko. Predvsem, ko smo bili v Rio de Janeiro na olimpijskih igrah, je imel on izredno težko situacijo. Bil je tik pred medaljo, pa mu ni uspel. Bil je izredno vrhunsko pripravljen, pa mu ni uspel. On je skoraj zmešal se mu tam od neuspeha. Ampak to ga je naredil še močnejšega. In tako je tudi pri otrokah. Najslabše, če jih ovato zavijemo. Včasih je treba, da je tudi da se malo potrpi, da tudi malo boli. Mišice morajo tudi boleti, ker če tega otrok ne spozna, pa je enkrat v taki situaciji, da ima malo muskel fibra, pa že misli, kaj je z njemu narobe, da ga mišice bolijo. To je pa se v njemu začnejo ti strahovi pa negotovosti dogajati. No, kaj pa je pol tista meja, ko si rekel, se pa tudi športne poškodbe lahko začnejo, pa da je pol to druga plat medalje? Kje je ta meja? Ja, to je pa v bistvu meja med gibanjem pa med vrhunskim športom oziroma med zdravjem, gibanje za zdravje pa vrhunski šport. Vrhunski šport velikokrat ni več zdrav. Predvsem pa zaradi tega, ker je za en rezultat treba ogromno treninga, posledica pretreniranega telesa, utrujenega telesa so pa lahko tudi poškodbe. Ni nujno, da se poškodbe zgodijo na igrišču, poškodba lahko pride čist na enem treningu, predvsem zaradi utrujenega materiala. In zato jaz zmeraj pravim, da je najbolj pomembna beseda v življenju, pa naj bo to gibanje, prehrana, alkohol, tudi, ampak zmernost. Zmernost je najlepša beseda. Tudi zmerno se je treba učiti, tudi zmerno je treba v hribe hoditi. Ni fajn pretiravati. Vrhunski šport pa za doseganje teh rezultatov zahteva ravno to. In tam se pa pokažejo razlike med genetiko. Eni so pa za to pripravljeni, eni imajo dober material, eni pa malo slabši material in tisti, ki imajo boljšega, so bolj uspešni. Ker razlika med prvimi 10 smučarji v tehniki ni velika. V materialu, v njem samem, v njegovi genetiki, pa v njegovi psihi je pa ogromno. Med prvim pa drugim že. Tako da ja, vrhunski šport, ja, ampak moraš biti tudi velik talent. Pa ogromno voljo moraš imeti, da ti uspe. V Sloveniji smo znani, da smo zelo trmasti. Imamo vrhunske športnike glede na število prebivalcev. Pa tudi giba se jih ogromno. Predvsem v osnovnih šolah. Smo imeli tudi medpredmetno, smo bili velikokrat v teh programih Erasmus, ena učiteljica vem, da smo šli enkrat v Nemčijo na eno šolo, in smo tam mi pokazali naš športen dan, oziroma od 1. do 9. razreda imamo en športen dan, kjer se cela šola giba v tistem dnevu. In tam v Nemčiji so rekli, da si oni sploh ne predstavljajo, da njim to uspelo.
a ne. Niso To je- vajeni tega. Niso vajeni Čisto tega, a drug ne. mindset. Mestni otroci so rekli, da če oni organizirajo športen dan, planinski pohod, da jih sigurno več kot polovico vzame dopust ali pa so bolni te dan. Tako da ja, vse se začne doma, zato je pa to toliko pomembno. Ne. Ker če se doma dobro začnemo, bomo tudi mi lažje delali. Ti imaš tudi brata dvojčka, če sem prav Ja, videla. ja, A tudi, sta ja. se tudi že kot otroka veliko gibala, sta bila veliko ogromno, odzunaj? ja. Ste tudi že Ful. družinsko v hribe hodili? Takrat smo, midva sva že v vrtcu začela v hribe hoditi, sva imela oba dva izkazanco Ciciban planinec. Tako da ja, že v vrtcu so nas začeli, potem starši smo šli pa največkrat vedno na eno in isto točko, vedno na Kriško goro, pa Gozd, to je to. Luštno. Včasih je bila ta logika hoje v hribe čist druga. Zdaj greš ti lahko, čist so se naše glave spremenile. Jaz vem, da takrat, ko sem bil jaz majhen, smo se že v ponedeljek začeli pogovarjati, ja, v soboto gremo pa na Kriško goro, pa rabimo ruzak, pa rabimo 3 sendviče, pa za pit, pa toliko ur bomo gor hodili, pa fez bomo utrujeni, pa za preobleči je treba, zdaj greš pa vsak dan na Kriško goro, eni hodijo vsak dan. Ne rabaš ruzaka, ne rabaš nič, ne, ta miselnost se je spremenila, tako da trenutno se po hribah pa giba se veliko več, kot se je včasih. To je res. Ja, Slovenski pregovor sicer pravi, gora ni nora, ne? Nora je tisti, ki gre gor. ja. Okay. A se da misliš tudi nekomu, ki nima res čist popolnoma nobene ljubezni do hribov, a se da tudi kot odrasel, da to pridobiš, da to vzljubiš, se da začeti? Ja, sigurno se da, moraš dobiti pravo družbo. Če dobiš družbo, v kateri se dobro počutiš, pa ta družba hodi v hribe, boš tudi ti z njimi šel, 100%. Ker je zelo veliko teh upokojenskih društev, pa zelo veliko je takih med njimi, ki šele kasneje začnejo s temi organiziranimi pohodi. Tako da mislim, da se vse da. Pa kakšen je pol postopek, najprej bolj postopoma začeti, malo nižje Ja, izbirati? tam si pa že, destinacije? tam moraš pa v bistvu že sam malo doma, se malo pripravljati, tako naprej, potem pa izbirati lažje ture, take, bolj prijazne, da ni možnosti kakšnih poškodb ali pa tako naprej. Nekaj sem te hotela še vprašati. Ti se veliko ukvarjaš tudi s tem, da spremljaš gibalno ovirane pri vzponih in tako naprej. A ne, videla sta bila s Sandijem Novakom. Ja. On je slovenski paraolimpijec Ja, in sta bila skupaj na Triglavu. ja. Povej nam kaj o tem, prosim. Ja, to je pa, Sandi si je želel iti na Triglav. Zraven, On je slep, ne, tako da poveva. Sandi je slep, oslepel je pred 15 leti, na Fantušni se je naredila nesreča s križem, posledica tega je bila slepota. Potem smo pa v bistvu za Sandija iskali novo pot v življenju. On je bil hendikepiran, on ni znal nič, on se je mogel vse na novo naučiti brati, vsa hišna opravila, hoditi se je mogel na novo naučiti, in v sklopu teh terapij, te rehabilitacije so potem v društvu Korak, pa tukaj v centru Soča v Ljubljani, našli tudi tek in Sandi si je v teku našel svojo življenjsko pot in v bistvu njegova zgodba je res vrhunska, ker je od nule prišel s pomočjo prijateljev pa trenerjev na paraolimpijske igre Rio de Janeiro 2016, kjer je v maratonu osvojil 8. mesto. Potem, ko smo prišli iz Rio de Janeira, smo seveda začeli razmišljati naprej o novih podvigih. Naslednji podvig je bil Tokio. Med drugim si pa želel tudi iti na Triglav. Kot član planinskega društva Kranj, pa glede na to, da poznam kar veliko alpinistov, gorskih reševalcev, sem se odločil, da to zorganiziram. Smo pripravili razpis. Na ta razpisu sta se prijavila še 2 slepa, Sabina in pa Joško, skupaj z kranjskimi člani planinskega društva Kranj in gorskimi vodniki, Andrejem Štremflom, Markotom Štremflom, gorskimi reševalci, smo organizirali v bistvu ta pohod za slepe na Triglav. To je bil pa tudi eden najlepših dogodkov, posneli smo tudi filmček. Šli smo iz Krme, na Triglav smo hodili 12 ur,
v 15 urah smo bili nazaj na Kredrci, prespali drug dan nazaj, občutek pa neverjeten. Vsi trije so bili prvič na Triglavu, pa vsi smo jokali, ko smo gor prišli. To je pa to. To je v bistvu največje plačilo, ki ga lahko v življenju dobiš, ko nekomu pomagaš. Noben denar ni tako vreden, kot pa ta energija, ki se ti vrne čist na drug način. Čudovito. A sta s Sandijem tako prijatelja? S Sandijem sva kolega, ja, čist. Kaj imate zdaj v se vse planu? zmenil. Kaj imate zdaj v planu? Kaj bo vaš naslednji podvig? Ja, zdaj tako, na Planinskem društvu Kranj smo potem ustanovili odsek za osebe s posebnimi potrebami. Imenovali smo ga po Nejcu Zaplotniku, zelo znanemu kranjskemu alpinistu, ki je umrl na Manasluju in bil prvi človek oziroma prvi Slovenec skupaj z Andrejem Štremfeljem na Mount Everestu. Imenuje se odsek Nejca Zaplotnika za ljudi različnih zmožnosti. V ta odsek bomo pa povabili vse, kdor si bo želel. Slepe, gluhe, invalide, v glavnem ljudi z različnimi invalidnostmi. To je za naprej. Malo nas je ta situacija, ki je zdaj, ta COVID situacija, nas je zdaj trenutno ustavila. 3-krat smo imeli že uvodni sestanek in vsakič smo ga mogli odpovedati, ker so ravno prišli novi odloki. Ne bomo pa odnehali, tako da s Sandijem bova delovala v tem odseku. Načelnik tega odseka bo Darko Đurić. Sodelovali bodo tudi Mojca Zaplotnik, Jamnik, Nejc Zaplotnik, mlajši in vsi teli kranjski gorski vodniki. Tako da pripravljamo kar nekaj lepih izletov, druženj in tako naprej. To, kar se tiče planinstva, kar se pa tiče drugega športa, si pa Sandi želi, da bi kolesaril. Sandi je zdaj našel, Sandi se še zmeraj počuti izredno močnega, izredno motiviranega, izredno kondicijo ima, neverjetno voljo. To si sploh ne moreš urediti, to sploh možen. In v bistvu, ker tek je disciplina, kjer ni mogel več napredovati, v kolesarstvu pa misli, da bi lahko. In zdaj išče način, kako bi on začel kolesariti. Obstaja tudi ta bicikel, tandemski bicikel. Tekmovanja obstajajo, v teh tekmovanjih je tudi Alen Kobilica tekmoval, se pravi slepa oseba sedi zadaj, od spredaj je pa pilot. In pa se spustite in delate. Ja, to je noro, si predstavljate Primoža Rogliča, pa zadaj Sandija Novaka. Jaz mislim, da bi bilo one dva odličen tandem. Ker moraš biti, ker za tiste spuste po teh klancih navzdol moraš biti tudi majhen utrgan. Jaz si ne upam, res ne. Sandi pa na vid mu je pa slida vseeno. Ja. Super, no, da imate tudi take načrte. Ja, tako da so načrti. V glavnem sva skupaj, no, se dobiva, se poveva, se tudi skregava. Vse je treba. Ampak ni ovir, ne? Če se človek odloči in če ima voljo, tako kot si rekel, ni ovir. Treba je si pomagati. Jaz mu veliko pomagam, on se je veliko od mene naučil, jaz pa od njega. Tako da se dopolnjujemo. Super. To je to. Primož, dajva za konec še eno lepo motivacijsko misel za takole, tako kot sem rekla, zdaj je tak del leta bolj ta temen, da je nekaj lepega povej za naše gledalce, gledalke, da se bodo spravili ven, da bodo poskrbeli za svoje zdravje tudi na ta način. Največja naložba v življenju je gibanje na svežem zraku. Donosi so sigurno, beri zdravje in to je to. Tako da kljub temu, da so dnevi kratki, pejte ven, se gibati. In to je to. To je to. Ja. Hvala, da si bil moj gost danes. Upam, da sva čim več ljudi nagovorila, da se bodo spravili na zrak, a ne lepo v gibanje, poskrbeli zase in za svojo dobro družbo, tako kot si prej rekel. Hvala lepa vam za ogled. Želimo vam lepe, prijetne dni. Všečkajte nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, da boste na tekočem z novimi objavami.
in srečno.